Jani Muhič. Dober večer. Pozdravljeni. Razkrivamo, da Urad za preprečevanje pranja denarja preiskuje sumljive denarne transakcije, ki jih je v imenu nekdanjega predsednika vlade Janeza Janše izvajala bančna uslužbenka, sicer sestrična Urške Bačovnik-Janša Nataša Pajenk. Kot je razvidno iz dokumentov, ki jih hranimo v našem uredništvu, sta zakonca Janša Pajenkovi več let prinašala večje vsote gotovine, ki jih je Pajenkova polagala na svoj račun in tako plačevala račune za življenjske stroške Janševih. Da ima Janez Janša za več kot 200 tisoč evrov premoženja, za katerega ne zna pojasniti izvora, pa je ugotovila že protikorupcijska komisija. Janez Janša je potrdil, da mu je Pajenkova res pomagala pri urejanju bančnih storitev, pa tudi, da je davčna uprava pri njem že opravila davčni pregled in da je izvor tega premoženja, torej gotovine, že pojasnil. Jure Brankovič. Uslužbenka Celjske banke Sparkasse Nataša Pajenk je več let prejemala gotovino zakoncev Janša, je polagala na svoj račun in s tem denarjem pokrila več 10 tisoč evrov stroškov Janeza Janše in soproge, med drugim tudi aro za nakup stanovanja na Mesarski leta 2009. Njeno delo zdaj raziskuje več uradnih inštitucij. Pojasnila v nakazilih je Urad za preprečevanje pranja denarja zahteval od njenega nekdanjega delodajalca Sparkasse. Ko se danes odpravimo k njim, konkretnega primera ne želijo potrditi. Andraž Trtnik, ki skrbi v banki za preprečevanje pranja denarja, pa pojasni. Urad z nami komunicira tudi prek zaprosil. To pomeni, da za določene osebe pošlje zaprosilo, v katerem želi različne podatke, recimo podatke o otvoritvi računa, promet na transakcijskem računu, mi to zberemo in pošljemo. Tako je bilo po naših podatkih tudi v primeru zbiranja gotovine za Janeza Janšo. Banka sicer vprašljive transakcije zaposlenih nadzoruje tudi sama. Upravljamo redno spremljavo poslovanja naših komitentov in tudi zaposlen je komitent banke in okolikor se ugotovi nepravilnost oziroma sum, javimo uradu. Vendar banka sama teh nakazil ni zaznala kot sumljivih, čeprav naši podatki kažejo, da je Pajenkova velik del stroškov zakoncev Janša plačevala vse od leta 2009. Prav Bačovnikova je nosila gotovino svoji sestrični, ki jo je nato polagala po nekaj 100 evrov in se tako izognila nadzoru. Bančna uslužbenka, ki jo sumijo pranja denarja in utaje davkov, je v zadnjih letih zamenjala kar 4 delovna mesta v 4 različnih bankah. Vse pa kaže, da poti njenih transakcij vodijo tudi do vrha slovenske politike. Po pojasnilih Sparkasse, odkudar je Pajenkova odšla, skušamo bančnico poiskati še na banki BKS, kjer je zaposlena danes, a se pri pojasnilih zatakne. Sem dobil gospod Pajenk, ne? Ja, pri telefonu. Jaz sem že en mail poslal, sicer mi pripravljamo en prispevek o neki preiskavi v zvezi z domnevnim pranjem denarja pa davčnimi utajami in mi smo neke podatke dobili, sem zdaj rekel, da pač če vas prosimo za eno izjavo, pa pol tudi pač posnamamo po telefonu. Aha, gledajte, gospod, jaz sem v službi, tako da se zahvaljujem. Hvala lepa, nasvidenje. Da bi se bo lahko kaj slišali mogoče? Tako nismo uspeli pri njej potrditi informacije, da je med številnimi nakazili, ki jih je opravila po zbranih gotovinskih pologih, plačala tudi aro za stanovanje na Mesarski. Po podatkih iz javno objavljene kupoprodajne pogodbe je to 32 500 evrov. Prav nepojasnjeni gotovini so Janšo spraševali na Komisiji za preprečevanje korupcije. Ste razpolagali s kakšnimi večjimi vsotami gotovine v tem času? Mogoče sem imel v tem času največ na računu, 15 tisoč. Janša ni lagal. Gotovino je zanj upravljala sestrična njegove današnje soproge in stanovanje je le eno od številnih plačil, ki jih je za zakonca Janša vsaj navidezno poravnala ona. Jure, kakšen je odziv Janeza Janše? Torej, SDS je samo na svoji spletni strani zapisal in potrdil, da je Nataša Pajenk res pomagala Janezu Janši in soprogi pri urejanju bančnih storitev. Ob tem dodajajo, da o kakršnikoli preiskavi Urada za preprečevanje pranja denarja niso seznanjeni. Očitno pa te posle preiskuje tudi davčna uprava, kar je razvidno iz naslednjega odgovora Janše. Podatke, ki jih omenjate, je predsednik SDS-a sam posredoval davčni upravi, ko je le-ta letos pomladi na zahtevo Komisije za preprečevanje korupcije opravljala davčni pregled. Pa so na davčni upravi potrdili Janševe navedbe, da ga preiskujejo? Torej, kljub samo razkritju Janeza Janše, da ga preiskujejo, davčna uprava vztraja, da ne sme ničesar potrditi, ker gre za davčno tajnost. Jure, kaj pa takšna zgodba pomeni v bančnem okolju?
Torej, takšna praksa je za bančnike povsem nedopustna. Na lasten račun denarja drugih oseb ne smejo polagati. Za vsakršno tovrstno kršitev pravil predvidevajo interni akti več različnih bank, praktično takojšno prekinitev delovnega razmerja. Kaj pa pravijo na Uradu za preprečevanje pranja denarja, ki preiskavo vodi? Torej, tudi na Uradu za preprečevanje pranja denarja ne komentirajo svojih zadev javno. Pojasnili pa so, da zakon poleg prijav sumljivih transakcij od zavezancev, to so banke, zahteva tudi posredovanje podatkov o vseh gotovinskih transakcijah nad 30 tisoč evrov. Poleg tega mora biti banka pozorna na sumljive okoliščine. Ena od takih okoliščin je denimo povezovanje osebnih in poslovnih razmerij. Sicer pa kazenski zakonik določa, da kdor s pranjem denarja, pridobljenega v kaznivih dejanjih, zakrije ali poskusi zakriti izvor denarja, se kaznuje z zaporom do 5 let. Denar in premoženje pa se odvzameta. Jure, SDS je na svoji spletni strani že na naše vprašanje o premoženju in pa transakcijah Janše označil kot potrebo Levice, da prek kapitalskega in medijskega monopola takoj diskreditira edino politično alternativo. Torej, Janez Janša je bil v času, ko so te posli potekali, nosilec javne funkcije in je še bolj kot ostali državljani podvržen nadzoru tako preiskovalnih organov kot javnosti. In zaveza našega uredništva je, da od tega tako pri Janši kot pri komorkoli ne bomo nikoli odstopali. Bomo pa zgodbo zagotovo še spremljali. Jure, hvala lepa. Hvala lepa.